razvoj in tehnologijo. Tako da ona nam bo predstavila svoj pogled oziroma pogled ministrstva, predvsem s fokusom na novi perspektivi, se pravi, kaj se dogaja na njihovem ministrstvu, kako načrtujejo, kakšne zgodbe načrtujejo za prihodnje programsko obdobje, tako da kar lepo prosim, da Matej deli zaslon in da potem gospa Marija začne s svojo predstavitvijo. V okviru svojih nalog pa gospa Marija pokriva področje industrijske politike, podnebno-energetska vprašanja in tematiko krožnega gospodarstva. Seveda sodeluje pri izvajanju javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij ter pri razvojnem načrtovanju politik. In v svoji predstavitvi nam bo predstavila priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v novi programski perspektivi. Verjamem, da bo tudi njena predstavitev zelo zanimiva in polna koristnih informacij za vse nas. Zato ji kar predajam besedo. Hvala lepa, Vesna. Se slišimo? Hvala lepa za povabilo. V čast mi je nastopiti na tem dogodku za tako navdušujočo predstavitvijo Ladeje, tako da se bojim, da jaz bom v svoji predstavitvi kar malo bolj dolgočasna, no. Ampak kakorkoli, razvoj biogospodarstva tudi z vidika MGRT pomeni veliko priložnost za Slovenijo, saj gre, tako kot je že Ladeja rekla, za enega od ključnih gradnikov krožnega gospodarstva. Zdaj, biogospodarstvo poleg primarne proizvodnje, se pravi kmetijstva, gozdarstva in ribištva, vključuje tudi vsa industrijska področja, katerih viri in postopki proizvodnje hrane, proizvodov, energije in storitev temeljijo na naravnih virih biološkega izvora. Se pravi, na tej podlagi so ključni industrijski sektorji za razvoj biogospodarstva, prehrambena industrija, lesna predelovalna industrija in papirna industrija, kemična in farmacevtska industrija, tekstil, obnovljivi viri energije, zelena gradnja. Tudi v Sloveniji obstaja že veliko dobrih praks tega področja in tudi tekom tega dogodka bodo nekatere predstavljene. Gre za uporabo stranskih produktov, na primer za embalažo, za prehranska dopolnila, naravno kozmetiko, za organska gnojila in tako naprej. Razvoj takih in podobnih krožnih praks in inovacij bo spodbujan tudi v prihodnjem programskem obdobju. Razvoj krožnega gospodarstva smo začrtali tudi v strateških dokumentih Slovenije. Vlada je že konec leta 2017 v strategiji razvoja Slovenije 2030, tukaj na slajdu je napaka, 2050, 2030 je pravilen datum, prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo opredelila kot enega od 12 ciljev prihodnjega razvoja Slovenije. Namen tega cilja je prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in energije ter s tem povezanim velikim obremenjevanjem okolja. To naj bi med drugim dosegli s spodbujanjem inovacij, uporabo oblikovanja in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za razvoj novih poslovnih modelov in proizvodov za učinkovito rabo surovin in energije ter s prilagajanjem na podnebne spremembe. Prehod v krožno gospodarstvo je ena od prioritetnih tem tudi ostalih strateških dokumentov, ki so že sprejeti ali pa so trenutno v obravnavi. Tu na slajdu so našteti, to so nacionalni podnebno-energetski načrt 2030, strategija pametne specializacije, dolgoročna podnebna strategija Slovenije, slovenska industrijska strategija in tudi na EU ravni obstajajo različni EU dokumenti in strategije, ki usmerjajo in podpirajo zeleni in krožni razvoj ter seveda tudi biogospodarstvo. Naj omenim samo akcijski načrt EU za prehod v krožno gospodarstvo, ki je bil predstavljen marca lani kot pomemben del Evropskega zelenega dogovora.
Ključna strategija za prihodnji razvoj gospodarstva je slovenska industrijska strategija, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Ta strategija je nastajala v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, strateško razvojno-inovacijskimi partnerstvi in ostalimi deležniki. Njen namen pa je postaviti smernice razvoja, na osnovi katerih bomo oblikovali ukrepe za podporo slovenski industriji pri njenem nadaljnjem napredku, revitalizaciji oziroma prestrukturiranju. Z izvajanjem industrijske strategije se želi premikati meje razvoja ter ohraniti oziroma izboljšati inovativnost in konkurenčnost v primerjavi z ostalimi deli sveta. Prav tako želimo v skladu z industrijsko politiko EU postati bolj samooskrbni in večati strateško avtonomijo, kar je ključnega pomena z vidika zniževanja ranljivosti na zunanje vplive. Ena ključnih nalog industrijske politike je povezovanje različnih verig vrednosti, različnih velikosti podjetij, različnih institucij znanja in drugih deležnikov. Industrijska strategija v okviru prehoda v nizkoogljično gospodarstvo posebej izpostavlja biogospodarstvo, ki pač zajema vse sektorje in sisteme, ki temeljijo na pridobivanju in predelavi bioloških virov. Posebna pozornost pa je namenjena industriji, temelječi na lesu in ostalih naravno obnovljivih virih, ki zagotavljajo nemoteno preskrbo s surovino, katere dobavne poti imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb. Vemo, da les predstavlja ponor ogljikovega dioksida in pomaga v boju proti podnebnim spremembam. MGRT je že v sedanji finančni perspektivi izvajal številne razvojne ukrepe, tudi v podporo prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo. V prvi vrsti gre za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij na prednostnih področjih pametne specializacije, med katerimi sta tudi krožno gospodarstvo in trajnostna hrana. Gre za ukrepe, kot so podpora strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije, spodbude za raziskovalno-razvojne projekte, krepitev kompetenc in razvojnih potencialov podjetij, potem so tu spodbude v okviru iniciative Eureka in pilotni ter demonstracijski projekti. V okviru posameznih javnih razpisov pa se dodatno trajnostno oziroma nizkoogljično krožno gospodarstvo spodbuja preko meril za izbor projektov, kjer se na primer ocenjuje prispevek projektov k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov, k zmanjšanju porabe energije in surovin, k zamenjavi starih tehnologij, postopkov in materialov za nove. Pri tem so pomembne zlasti raziskave in inovacije na področju uporabe sekundarnih surovin, ki omogočajo boljše izkoriščanje virov, ki bi se sicer uporabili neposredno na zemljiščih ali odlagali kot odpadki na odlagališčih. Od leta 2016 smo tako podprli preko 300 razvojno-inovacijskih projektov v vrednosti preko 200 milijonov evrov. Ukrepe na področju raziskav, razvoja in inovacij dopolnjujejo tudi ukrepi, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem, kar mogoče malo prehitevate s premikanjem slajdov. Se pravi, tukaj v okviru ukrepov za mala in srednja podjetja imamo pač sistem vavčerskih spodbud, ki ga je oblikoval Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z MGRT. Med drugim je bil objavljen javni poziv za certifikate kakovosti, v okviru katerega se spodbuja podjetja, na primer za vstop v okoljsko shemo EMAS in za pridobitev znaka za okolje, Ecolabel, pa tudi možna je pridobitev drugih okoljskih certifikatov. Dodatno se načrtuje še izvedbo novega vavčerja za LCA analizo, ki bo prispeval k prehodu v krožno gospodarstvo, saj bo LCA analiza, se pravi analiza življenjskega cikla, služila kot podpora za odločanje za okoljsko bolj spremenljive produkte.
Poleg tega se preko agencije Spirit spodbuja razvoj in uporaba novih poslovnih modelov, pri čemer je poudarek na trajnostnih poslovnih modelih. Slovenski podjetniški sklad pa izvaja tudi spodbude za digitalno transformacijo. Vemo, da je digitalizacija eden izmed omogočevalcev prehoda v krožno gospodarstvo. In v okviru teh ukrepov oziroma tega ukrepa morajo projekti izkazati tudi prispevek k krožnemu gospodarstvu. Dodatno so na voljo tudi povratni viri, trenutno predvsem preko SID banke, ki je bila tudi ena izmed pionirjev krožnega gospodarstva v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je možno v okviru različnih programov. Naj omenim ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice. Omogočeno je na primer financiranje nakupa sekundarnih surovin, pokrivanje stroškov dela v proizvodnji sekundarnih surovin, razvoj in proizvodnja novih produktov iz sekundarnih surovin, razvoj in proizvodnja glede ponovne uporabe. V teh dneh pa se načrtuje tudi oblikovanje sklada za ugodna posojila podjetjem, ki uvajajo tehnologije in produkte pomembne za prehod v krožno gospodarstvo. Gre pa za večja posojila, se pravi od 100.000 evrov naprej, mislim, da do 5 milijonov. In komplementarno temu bomo preko podjetniškega sklada v okviru načrta za okrevanje in odpornost ponudili tudi manjša posojila za mala in srednja podjetja do 100.000 evrov. Naprej, prosim. Kljub tem ukrepom pa nekako ugotavljamo, da je za hitrejši prehod v zeleno in krožno gospodarstvo pomemben sistemski pristop in prilagoditev vseh relevantnih politik in ukrepov, ki bodo prispevali tako k bolj učinkoviti rabi primarnih surovin, k ponovni uporabi sekundarnih surovin in recikliranju, k spodbujanju razvoja novih nizkoogljičnih naprednih tehnologij, materialov in poslovnih modelov ter nenazadnje tudi k spreminjanju navad potrošnikov v smeri nakupa okolju bolj prijaznih izdelkov in storitev s kratkimi dobavnimi verigami in nizkim ogljičnim odtisom. Naprej, prosim. V ta namen tudi Slovenija pripravlja neke vrste akcijski načrt za prehod v krožno gospodarstvo, ki pa je širše narave, zato smo ga imenovali celoviti strateški projekt razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo. Projekt je namreč izrazito horizontalne narave in zajema politike velikega števila ministrstev, kar 9 ministrstev je vključenih, in temelji na 3 stebrih: pametne in krožne skupnosti, krožni razvoj in krožno oblikovanje politik ter znanost. Stebre povezujejo 3 horizontalni programi: Center za prehod v pametno in krožno družbo, tranzicijski kapital in krožne verige vrednosti, ki so bile oblikovane prepoznane na osnovi kažipota Slovenije za prehod v krožno gospodarstvo ter na osnovi strategije pametne specializacije. To so gozdno-lesna veriga, predelovalne dejavnosti, mobilnost, hrana in krožne stavbe oziroma grajeno okolje. Projekt je pripravljen v sodelovanju s partnerji na evropski ravni, predvsem Climate Kitsom in Raw Materials Kitsom. In ob realizaciji projekta računamo, da bomo v Slovenijo lahko prenesli najbolj aktualno evropsko znanje za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter ga povezali z domačim znanjem in tudi nadgradili. Projekt je torej sistemske narave in je usmerjen vsa ključna področja, od podpore zagonskih podjetij do izobraževanja javnih naročil, do konkretne podpore tem 5 omenjenim verigam vrednosti. Naprej, prosim. Torej, projekt naj bi se deloma financiral preko podnebnega sklada, uvrščen pa je tudi v načrt za okrevanje in odpornost, ki je trenutno v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo. Za krožno gospodarstvo oziroma učinkovito ravnanje z viri
obstaja ločena komponenta, ki je sestavljena, tako kot vse komponente tega načrta, iz reformnega dela ter iz naložbenega dela. Reformni del zajema vzpostavitev strateškega in pravnega okvira za prehod v krožno gospodarstvo, potem vzpostavitev pogojev za bolj učinkovito financiranje prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Tu je mišljena predvsem analiza možnosti prilagoditve davčnih predpisov, zeleno proračunsko načrtovanje in nabor meril in pogojev za javne razpise za pospeševanje prehoda v krožno gospodarstvo, ter sistemski pristop, ki se nanaša na koordiniranje izvajanja ukrepov različnih ministrstev, ki so pomembna za prehod v krožno gospodarstvo. Potem drugi del te komponente se nanaša pa na naložbeni del. Tu imamo pa dve naložbi. Ena se nanaša na podporo gospodarskim programom celovitega strateškega projekta razogljičenja, se pravi podporo zagonskim podjetjem, krožnim inovacijam v MSP ter petim verigam vrednosti. Druga naložba pa se nanaša na dvig kapacitet za industrijsko predelavo lesa, za krepitev lesno-predelovalne verige in izkoriščanjem potenciala lesa, ki ga ima Slovenija, kot vemo, v izobilju. Naprej. V okviru nove finančne perspektive se tudi predvideva podpora krožnemu gospodarstvu. Evropska komisija je naročila prav posebno študijo o stanju krožnega gospodarstva v Sloveniji, ki naj bi v bistvu podprla te ukrepe. Gre za študijo Enable in ta študija ugotavlja, da je stanje glede virov financiranja aktivnosti krožnega gospodarstva v Sloveniji sicer zelo podobno evropskemu. Izredno velik del virov financiranja izhaja iz samofinanciranja. Vendar hkrati študija ugotavlja, da tudi več kot polovica podjetij ni nikoli iskalo informacij v povezavi s krožnim gospodarstvom oziroma ki bi lahko pomagale pri dostopu do financiranja za dejavnosti povezane s krožnim gospodarstvom, kar je zaskrbljujoče in poudarja neko ključno potrebo po ozaveščanju podjetij in ustanovitvi osrednje kontaktne točke za podporne programe in obstoječe vire financiranja. Zdaj tudi današnji dogodek ima v tem kontekstu veliko vrednost, saj je ozaveščanje prvi korak do transformacije gospodarstva v želeno smer. Hkrati študija tudi izpostavlja potrebo po vključitvi krožnega gospodarstva v naslednji operativni program, tako s posebnimi javnimi razpisi za krožno gospodarstvo, kot tudi s funkcionalnim poudarkom na drugih področjih. Trenutno je torej krožno gospodarstvo zajeto tako vsebinah drugih razpisov, na primer za raziskave, razvoj in inovacije, pa za mala in srednja podjetja. Predvidevajo pa se tudi posebni tematski razpisi. Tukaj gre predvsem za uvajanje trajnostnih poslovnih modelov s posebnim poudarkom na krožnem in digitalnem prehodu, ter za uvajanje novih nizkoogljičnih produktov, procesov in tehnologij. Toliko bi imela jaz zaenkrat za povedati. Za dodatna vprašanja sem na voljo, na naslednji strani pa